Mogoče bi samo ilustrirala, kako poteka obravnava v pedopsihiatrični ambulanti. Naprimer, otroka, ki je težko v primeru dalj časa, ki se težko zbere, ima težave v šoli, pa tudi v odnosih z vrstniki. Se pravi, ko vstopi v našo ambulanto, je seveda najprej zelo pomembno, da zelo natančno pravzaprav povprašamo in izvemo o vseh težavah, ki jih ima, o tem, kako je šel njegov razvoj, potem pa moramo razločiti, ali gre mogoče v osnovi za kakšno telesno bolezen, ki lahko se kaže na podoben način. To je nekaj, kar moramo seveda upoštevati. Potem pa je treba tudi celostno otrokovo funkcioniranje, za kar moramo vključiti druge strokovnjake, ustrezno s tem, kakšne težave so. Se pravi, kliničnega psihologa, specialnega pedagoga, eventualno socialno delavko. In šele po takem kompleksnem in skupnem, obširnem, temu rečemo, diagnostičnem postopku, ko ugotavljamo, kaj je, bomo lažje tudi načrtovali, poleg tega, kaj se dogaja njemu v njegovi družini, v šolskem okolju, med vrstniki, kjerkoli drugje, bomo hkrati načrtovali tudi ustrezno pomoč in eventualno zdravljenje, kadar je to potrebno. Moram reči, da imamo zelo dobre sisteme, tudi seveda znotraj šolskega sistema, ustrezne pomoči. Tisto, kar je pomembno, da ko recimo na neki točki ugotovimo, naprimer, da je to otrok s hiperkinetično motnjo, pa moramo upoštevati, da lahko tekom razvoja pride tudi do razvoja kakšnih drugih težav, naprimer depresivnosti, lahko se v obdobju adolescence pojavijo tvegana vedenja, lahko tudi suicidalnost. Vse to moramo natančno spremljati in ustrezno ukrepati. Predvsem mora biti taka obravnava strokovna, varna. Otroci so najranljivejši in hkrati je zelo pomembno, če ustrezno ukrepamo, se lahko njihovo življenje na najboljši možen način tudi obrne in s tem njihov celostni razvoj. Je pa tukaj tudi veliko tveganj in to terja ustrezno odgovornost z naše strani. Lahko strnete pa naštejete največje kritike tega zakona? Ta zakon uzakonja kot zdravstvene delavce ljudi z po našem mnenju neustrezno izobrazbo, odgovornost za poslabšanje duševnega zdravja. V zakonu so opredeljeni kot uporabniki, bo žal na človeku samem. V zakonu je zapisano, da če ni povedal svojemu psihoterapevtu za svojo duševno bolezen oziroma diagnozo, potem psihoterapevt ne nosi te odgovornosti. Kako pa je zdaj glede te odgovornosti? Odgovornost zdravnikov je zelo jasno opredeljena in zakonsko, tako da in tudi nadzorovana. Torej, po vašem mnenju ta zakon, če bo sprejet, ne bo izboljšal dostopnosti do obravnave za vse te otroke, recimo in tudi odrasli, ki čakajo zdaj na Mi zelo podpiramo, da se pomoč otrokom, družinam seveda uredi in da je čim bolj dostopna. Ampak, ko govorimo in pa razmišljamo o tem širokem polju pomoči, seveda imamo v mislih stopenjsko obravnavo in mislimo, da bi moralo biti regulirano področje svetovanja in pomoči in zato je potreben zakon. Na ta način bi se za ljudi, ki imajo manjše stiske ali pa so se znašli v določenem prelomnici, recimo, bi lažje prišli do neke informirane odločitve, torej kam se lahko obrnem, h komu, kdo ima kakšna znanja, kaj lahko pričakujem. Ko pa so težave večje in nastopi težave v duševnem zdravju, torej prav motnje, in vstopijo v zdravstveni sistem, pa menimo, da
je na tem mestu ustrezen in tukaj bi morali vedeti, da dobijo pomoč ustrezno strani kliničnih psihologov in psihiatrov. Mogoče lahko samo še to omenite, se pravi, da potem bi dejansko vi tudi nosili odgovornost za neko obravnavo, a ne, ki bi jo izvajal nekdo drug, celo to, kar piše v zakonu. Po tem zakonu bi pravzaprav reguliralo področje novega poklica neka zbornica, ki še ni ustanovljena in nima svojih kompetenc. Odgovornost za delo teh novih psihoterapevtov pa bi v resnici nosili kot nosilci zdravstvene dejavnosti zdravniki, kar pa je nekako nemogoče. Zdaj, je pa treba to področje regulirati, kot pravite, kako konkretno bi to področje regulirali? Absolutno je treba to področje regulirati. Mislimo, da je seveda nujna tudi zakonodaja na tem področju. Je pa nujno, da je jasno ločeno, torej gre za področje psihološke pomoči izven zdravstva. Zdaj jaz seveda nisem ne politik, ne nekdo, ki bi lahko odločal, ampak že zdaj imamo znotraj socialnega varstva svetovalce in svetovalnice in mislim, da če bi to bilo urejeno tudi tako, da je regulirano, kontrolirano in tudi financirano, mi takšno ureditev seveda bi samo pozdravljamo. Kako bi pa vi povečali dostopnost potem, ker čakalne dobe pa so zelo dolge na psihiatrične in A bo še kdo drug, da ne bom se jaz? Dr. Andreja Mikuš je klinična psihologinja predsednica strokovnega sveta. Dostopnost do kakovostnih storitev pomoči z področja duševnega zdravja v zdravstvu povečujemo z uresničevanjem zavez resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. V sistemu imamo trenutno v registru zdravstvenih delavcev 271 specialistov psihiatrije, 47 specialistov otroške in mladostniške psihiatrije in 197 specialistov klinične psihologije. Nikakor ne smemo pozabiti tudi na 322 psihologov, ki so v registru zdravstvenih delavcev in že danes delujejo po principu stopnjevanih oblik pomoči. Hkrati pa je trenutno v procesu usposabljanja 176 specializantov klinične psihologije, 78 specializantov psihiatrije in 37 specializantov otroške in mladostniške psihiatrije. To pomeni, da gre za 291 mladih strokovnjakov, ki so vsi zavezani k temu, da poleg klinične specializacije po zaključenem osnovnem študiju medicine ali psihologije se, glede na izbrano delovno mesto in poklicno pot, zdravniki usposabljajo tudi iz psihoterapije, vsi specializanti klinične psihologije pa obvezno do specialističnega izpita opravijo usposabljanje iz ene z dokazi podprte oblike psihološke terapije. Tako da za dostopnost različnih oblik pomoči ljudem, ki to potrebujejo, v zdravstvenem sistemu skrbimo. Opozorila bi tudi na tiste klinične psihologe, ki vsakodnevno delamo v ambulantah, hkrati pa še mentoriramo to veliko število mladih kolegov in res vsak dan damo vse od sebe, da bi ljudem zagotovili to, kar potrebujejo. Zato moram reči, da me osebno žalosti pristop Ministrstva za zdravje, ki mimo naših strokovnih združenj, mimo kolegov psihiatrov in pedopsihiatrov ureja poklicno pot diplomantom fakultet, ki pravzaprav niti še niso akreditirane ali ki so akreditirane za študije, katerih poklici imajo mesto v drugem sistemu, ne v sistemu zdravstva. Kaj se bo zgodilo, če bo ta zakon sprejet? Če bo ta zakon sprejet, bo to v prvi vrsti še otežilo ljudem razlikovanje med pomočjo, ki jo lahko dobijo v zdravstvenem sistemu, in med pomočjo, ki je izven zdravstvenega sistema in torej nosi določene vrste tveganja. Otežilo bo delo
v mreži zdravstvenih služb, prineslo bo dodatne zagate zdravnikom napotovalcem pri razlikovanju med različnimi storitvami in ljudem samim pri iskanju pomoči. Bistvena težava zakona je, da ne upošteva mreže služb na primarni ravni, na sekundarni in terciarni ravni in ne mreže že vzpostavljenih preventivnih storitev v zdravstvu, ki tečejo zelo dobro v sodelovanju tudi z drugimi resorji. Recimo zdravstveni delavci, diplomirane medicinske sestre, usposobljene za zdravstveno vzgojo, vstopajo v osnovne šole in v vrtce in izvajajo zdravstveno preventivo. Potem pa imamo še cel sistem preventive, ki ga izvajajo zdravniki specialisti pediatrije. Kaj pa bo to pomenilo za zdravje ljudi, recimo v primerjavi s tem sistemom zdaj, ki pač marsikdo čaka, sicer tudi v dolgih čakalnih dobah? Dolge čakalne dobe pričakujemo, da se bodo do konca uresničevanja zavez resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja v veliki meri razrešile. Najprej zato, ker bo več strokovnjakov in po drugi strani zato, ker bodo ljudje boljše razumeli, kaj so stiske, ki nas pripeljajo v zdravstvo in kaj so stiske, ki sodijo kam drugam, ker bodo tudi boljše razumeli te službe. Ta zakon ne bo rešil čakalnih dob za strokovnjake, na katere ljudje zdaj čakajo, ker pripelje nov poklic, ki bo izvajal druge storitve. Lahko mogoče samo še primerjavo ur, ki ste jih recimo vi v vašem pripravništvu tekom specializacije imeli pod mentorstvom in število ur, ki jih zdaj predvideva ta zakon. Zakon predvideva manjše število ur, ki jih psihoterapevt v usposabljanju izvede s supervizorjem, to recimo 200 ur, medtem ko vsi, ki smo na kliničnih specializacijah, vsako leto izpeljemo v celotnem delovnem času čez 1000 ur superviziranega dela, pri čemer je naš supervizor, torej tisti, ki je bodisi nadzorni zdravnik, bodisi mentor, klinični psiholog, specialist, izvede z nami. Torej mi smo ob boku z našimi mentorji v našem procesu šolanja in vsi naši specializanti delujejo na ta način. Poleg tega pa se tisti, ki se odločijo, da bodo poleg svojega osnovnega poklica izvajali tudi psihoterapijo, kar seveda niso popolnoma vsi v sistemu, izobražujejo tudi na način, kot je zapisan v tem zakonu, da se usposabljajo teoretično iz neke metode psihološke terapije in imajo supervizijo. Ta sistem je dobro vzpostavljen za področje klinične psihologije, tudi opredeljen v programu specializacije. Kako bi pa vi uredili sistemsko financiranje izobraževanja, specializiranja kliničnih psihologov? Mogoče to, kar je gospa Sana omenjala. Sistemsko financiranje specializacij iz klinične psihologije je zgodba dolga 20 let, ne glede na pozive stroke in Združenja zdravstvenih zavodov in direktorjev zdravstvenih ustanov, ki so morali v preteklosti najti denar za financiranje teh specializacij, se ni uredila in je še urejena po interventni zakonodaji. Priložnost z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti za to ureditev ni bila izkoriščena. Ministrstvo za zdravje pravi, da bodo lahko psihoterapevti izvajali psihoterapevtske pristope, ki jih je potrdila Evropska zveza za psihoterapijo, dokončno pa jih bo sprejelo Ministrstvo za zdravje za sodelovanje z novo zbornico. Zakaj je to neprimerno? Evropska zveza za psihoterapijo ni relevantno telo, ki bi ga podpirali v evropskem prostoru ali klinični psihologi, naša združenja evropska, ali zdravniki specialisti psihiatrije in njihova združenja. Pristopi, ki so navedeni na spletni strani tega združenja, prenekateri od njih temelji na psevdoznanosti, le peščica jih je takih, ki bi jih lahko po kriterijih z dokazi podprtih psiholoških terapij prepoznali kot uporabne in niso v kliničnih smernicah za zdravljenje ljudi s težavami v duševnem zdravju ali duševnimi motnjami. Mogoče še zdaj, ko govorimo o tem evropskem prostoru, kje pa je recimo zakonodaja ustrezno rešena? Jasno je, da pač en zakon, v kateri bi regulirali ta nezdravstveni del tega poklica, bi potrebovali, po kom bi se po vašem mnenju morali zgledovati, torej recimo v evropskem prostoru?
ker se v evropskem prostoru pomembno razlikujejo tako izobraževalni sistemi kot zdravstveni sistemi in financiranje zdravstvenih storitev, je neposredno prenašanje drugih sistemov v slovenski prostor nespametno. Zagotovo pa je pomembno preveriti, katere so tiste rešitve, ki so učinkovite in bi jih lahko prilagodili tudi v slovenskem prostoru. In nekaj takih primerov je tudi v preambuli zakona, ki pa potem se ne prenesejo v samo besedilo zakona. Recimo v nemškem prostoru mora za pristop v storitev psihoterapije k psihoterapevtu morajo biti popolnoma drugi pogoji izpolnjeni, kot jih predpisuje naš zakon. Pa tudi pogoji, pod katerimi nekatere zdravstvene zavarovalnice v drugih sistemih financirajo to vrstno pomoč, so drugačni. Ob tem bi opozorila, kar nas psihoterapevti skušajo poučiti, da smo v zdravstvu trdi in medicinski, da to seveda ne drži. Institut socialnega predpisovanja, tako imenovanega, razumemo tudi v Sloveniji in se uvaja tudi v slovenski zdravstveni sistem. In razumemo, da za kakovost življenja ljudi, tudi bolnikov s kroničnimi boleznimi, naprimer tudi telesnimi, terja širše razumevanje blagostanja. Ampak to ne pomeni, da pripeljemo v zdravstvo poklic, ki izvaja zdravljenje, ki ni indicirano za nobeno stanje. Ampak gre za to, da poiščemo ljudem podporne sisteme in podporne storitve, ki pripomorejo k njihovi kakovosti življenja. Hvala. Ja, je bilo že vse. Če si želite. Ne. Jaz sem že v začetku povedal, da sem svoj vrstni slon. Mislim, da smo višče. Naporno pa zato, ja. Okay. No, povejte. A moram jaz povedati? Ali... Povedajte slavne kritike z vaše strani. No, torej, kot nekdo, ki je zadolžen za strokovno delo univerzitetne, torej pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, seveda je pomembno, da ljudje, ki delajo v zdravstvu, imajo za to potrebne strokovne kompetence in pač vsi, ki delajo tudi na naši kliniki, so bodisi torej pediatri oziroma pedopsihiatri ali pa psihologi oziroma klinični psihologi. Skratka, v našem okolju je zelo pomembno, da ima človek, ki dela z najbolj ranljivo populacijo, ustrezne strokovne kompetence in tudi neke človeške lastnosti. In mislim, da je pač to na nek način potrebno na vseh nivojih zdravstvene skrbi zagotoviti. Čisto kratka, že matramo dolgo. Kar povem? Ja. Zdaj, predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti je v bistvu tik pred vložitvijo v parlamentarno proceduro in po zagotovilih Ministrstva za zdravje naj bi uredil neregulirano tržno dejavnost, s čimer se zdravstvena stroka popolnoma strinja. Se pravi, strinjamo se s tem, da je potrebno do zdaj nereguliran trg ponudbe psihoterapije urediti in to urediti na ta način, da bo varen za ljudi. V stroki pa zagovarjamo ločnico
med tako imenovanim svetovanjem kot obliko podpore pomoči ljudem v duševnih stiskah, ki ne poteka izven zdravstvenega sistema, predvidoma v sistemih socialnega varstva, kjer ti programi potekajo že do sedaj in ti programi ne bojo kakovostni in njihovi izvajalci regulirani. Na drugi strani pa naj psihoterapija ostaja kot metoda zdravljenja za pomoč ljudem znotraj zdravstvenega sistema. Prej ste mi omenili, da RSK so obravnavali ta zakon, ali sploh niso bili vključeni na nobeni točki, da bi podali svoje mnenje, ali so bili pozvani, pa so podali mnenje proti temu zakonu? Ja. Torej, razširjeni strokovni kolegiji kot posvetovalni organi Ministrstva za zdravje so bili tekom 2-letne razprave pozvani k podajanju stališč. Stališča smo podali, vendar pa naša stališča v tem 2-letnem procesu nikoli niso bila upoštevana.